peli smo v eni pesmi, ker jih je bilo več. Jaz sem, ki sem. Se spomnite? To so besede, tako se je Bog predstavil Mojzesu. Ko je Mojzes vprašal, ja, pa kaj naj povem Izraelcem, kdo me pošilja? Ko ga je Bog pošiljal, naj gre nazaj v Egipt in izpelje Božje ljudstvo iz suženjstva. In Bog mu je rekel, povej, jaz sem, ki sem. To je Božje ime. On je od večnosti do večnosti. Vedno isti. In on je tak, ki ga tudi tukaj mi slavimo. Nobenega drugega. On je edini pravi, živi Bog. Hvala njemu. Ja, in kot je Luka rekel, jaz sem zdaj tukaj. Povedala bom nekaj iz svojega srca. Upam, da bo spregovorilo vašim srcem. Ker nisem originalno s tem računala, ampak hvala Gospodu zdaj. Molila sem se, Gospod, daj, da bo brat zdrav. Torej, če še ni, zdaj sem tu. Ta tema, slavljenje, način življenja. Če bi vprašala vas, kaj vam to pomeni, ko slišite to besedo? Kaj bi mi rekli? Kaj bi rekli? Ne meni, kaj bi rekli? Recimo. Slavljenje. Kaj je to? Nihče nič ne pravi. Je zares zelo obširna tema. In o tem bi se dalo veliko govoriti. Jaz bom nocoj v 3 točkah poskušala nekaj malega povedati. Mogoče najprej, da malo, ne bi rekla definicijo, ampak nekako, da zberem smisel tega. Slavljenje. Kot sem rekla, lahko bi povedali na veliko različnih načinov. Zdi se mi tole precej, kako naj rečem, konkretno. Slavljenje je izraz naše ljubezni do Boga, naše skupnosti z Bogom, našega odnosa z Bogom, naše srce, ki je polno zahvale, poveličevanja, oboževanja, ki govori ali poje Bogu, njemu, ki nas je odrešil in ki nam je z njim, svojim sinom Jezusom, vse podaril. Slavljenje je najlepši, najgloblji, najbolj prisrčen izraz skupnosti človeka s stvarnikom, odrešenikom in Gospodom Jezusom Kristusom. Mi poznamo tudi druge oblike molitve, kako se lahko z Bogom pogovarjamo. Lahko nekaj prosimo, a ne? Ko imamo kakšne potrebe. Lahko tudi za druge ljudi prosimo. Ampak v slavljenju, v čaščenju, v zahvaljevanju, to je naša molitev direktno Bogu. Tu se ne gre za nas in naše potrebe, tu izražamo njemu, našo ljubezen, vse, kar nam pomeni. In kot prvo točko sem vzela, slavljenje ni naš izum. To si nismo mi izmislili. To ste verjetno vsi vedeli. Tudi vse te velike glasbene skupine slavljenja po svetu. To ni ekspertiza Hillsonga. Niti ne, kako naj povem, odličnost katerekoli druge skupine. Tudi mi v naših cerkvah imamo, hvala Gospodu, čudovite skupine slavljenja. Slavljenje prihaja iz nebes. To je od Boga. Ker veste, nebesa so polna slave. Tam se dan in noč, imate eno pesem, ki tako pravi, jaz mislim, če sem si dobro zapomnila.
Dan in noč, noč in dan, a ne? Je ena pesem. Neprestano v nebesih odzvanja slava. In nekdo je tako povedal, katera je najlepša pesem med pesmimi. Mi smo tukaj slišali nekaj tudi od klasike. So čudovite klasične kompozicije. Italijanske, nemške, ne bom naštevala, kakšnega vse porekla. So čudovite simfonije. So sodobne pesmi tudi našega časa. Najlepša pesem, lepša od vseh, je, kot David pravi, nova pesem hvale našemu Bogu. In veste, v knjigi Razodetja nam Janez opisuje sceno okrog Božjega prestola. Ne maram očal, slabo vidim, ampak če imam očala, ne vidim vas. Zato pomembno mi je ta kontakt. Upam, da bo šlo tako. On vidi sceno okrog Božjega prestola, in kjer so odkupljeni, ki pojejo novo pesem. Ti si vreden, bil si zaklan in si svojo krvjo odkupil človeštvo iz vsakega plemena, jezika in naroda. V večnosti, od večnosti, v večnost. Mi vidimo v zadnji knjigi Razodetja, v njej glavna tema slavljenje. In to enega, jagnje Božje, ki nas je odrešilo. In Sveto pismo, Biblija, je polna tem slavljenja. Mi bi lahko rekli že od začetka, od stare zaveze, če bi govorili o Enohu, Noetu, Abrahamu. David je bil velik pesnik, ki je napisal veliko pesmi v psalmih. In nekdo je tako lepo povedal, glasba je Božji dar ljudem. Edina nebeška umetnost darovana zemlji. In edina umetnost zemlje, ki jo bomo vzeli v nebo. Veste, ko je Bog ustvaril človeka, mu je dal sposobnost, poleg veliko drugih sposobnosti. On je ustvaril človeka po svoji podobi, inteligentno bitje. Ampak Bog nam je dal nekaj in to je glasba. In to so pesmi, to so toni. To prihaja od Boga. In človek lahko uživa v glasbi. Človek lahko poje. In to je tudi bil Božji cilj, da človek in Bog imata skupnost. Mi poznamo, to jaz bom samo v kratkem omenila, v prvi Mojzesovi, vsi ste to brali. Ko je Bog ustvaril človeka, je z njim užival skupnost. Vsak dan so se sprehajali. In človek naj bi izražal svojo ljubezen tudi na tak način. Tudi v pesmi, v oboževanju, v čaščenju. Ampak veste, ko je človek padel, s človekovim padom se je, kako naj rečem, objekt, bom tako si dovolila reči, objekt slavljenja spremenil. Ker na sceno je stopil Satan. In Satan je bil v nebesih, ko je bil tam, vodja slavljenja. In zdaj, ko je bil vržen z nebes, Satan ve in pozna to moč slavljenja, to lepoto. In Satan išče to zase. In nažalost, večina ljudi sledi temu. Ker se je človek padel v greh, je izgubil to skupnost z Bogom. Hvala Bogu, kot sem rekla, skozi vsa stoletja so vendar bili tisti, ki so ohranili to skupnost z Gospodom, ki so služili in slavili tega pravega, živega Boga. In z Jezusovim prihodom je prišla milost. In z milostjo Božje kraljestvo, njegovo odrečenje. In z Jezusom je prišla pesem, slavljenje, spet nazaj do vseh tistih, ki so Božji otroci. In zato mladi resnično slavijo lahko novorojeni Božji otroci.
Vsi ljudje iz sveta lahko uživajo v glasbi. Je veliko čudovitih pevcev na tem svetu. Je veliko super orkestrov, so fantastične kompozicije. Kako to? Bog je v svoji univerzalni milosti, on obdaril vsakega človeka. On ni obdaril samo Božje otroke, svoje otroke. On je obdaril vsakega človeka. Tako kot pravi Božja beseda, on pošilja sonce in dež na hudobne in na dobre in na pravične. Tako tudi tu, on daje darove. Ampak mi ljudje smo zdaj odgovorni, kaj s tem darom, kako s tem služimo in komu služimo. In hvala Bogu za tiste, ki smo našli Jezusa, ki ste doživeli Jezusa kot svojega odrešenika. Tisti ste doživeli. Jaz sem prepričana za tem veseljem odrešenja, s to sigurnostjo odpuščanja greha, s to sigurnostjo novega življenja prihaja pesem slavljenja. Kajti Duh Sveti poraja to slavljenje v našem srcu. In Duh Sveti vedno vodi v slavljenje Gospoda. To pravi Božja beseda. In zato je tako čudovito, da lahko tudi tukaj slavimo Gospoda. Na vse mogoče načine, z instrumenti, z glasovi, naj prihaja to iz vsega srca. In ko bomo enkrat, ena pesem je tudi tukaj govorila o tem, da bomo v nebesih z Gospodom. In takrat slavljenje bo teklo naprej. To se ne bo končalo, ko gremo v tot. Vse druge stvari, ki jih boste tukaj zbrali in nakopičili, in vse drugo znanje, ki nam je tukaj potrebno, s katerim lahko služimo, delamo, to je za to zemeljsko fazo. Ko gremo k Gospodu, pesem, slavljenje se bo nadaljevalo tudi v nebesih. In tisto, kar smo storili zanj, njemu na slavo, to bo šlo z nami. To je bila moja prva točka. Slavljenje prihaja iz nebes, od Gospoda. In ko se bomo vrnili k njemu, bomo slavili z milijardami svetih, z milijardami angelov. In Božja beseda govori o tem, da bo to slavljenje kot šumenje silnih voda. To mi že tukaj lahko slavimo v mogočnem petju, v slavljenju. In kaj bo tam, to si niti ne moremo predstavljati. Vemo pa, da bo čudovito. Kajti vsi bomo slavili tega, ki nas je odrešil. Tega enega Jezusa. In on naj tudi ostane center našega slavljenja. Drugo, kar bi rekla, slavljenje je stvar srca. Vsi Božji otroci smo poklicani, naj smo oboževalci, naj slavimo. Vsak Božji otrok. In kot sem že prej rekla, vse druge vrste molitve se bodo končale, ko bomo šli od tot. Slavljenje ostane naprej. Božja beseda nam tako pravi, ker sem rekla, naj slavimo, da je to stvar srca. Ljubi Gospoda svojega Boga za vsem srcem, za vso dušo, za vsem mišljenjem in za vso močjo. Kaj to pomeni? Tu je, kako naj rečem, zajet ves človek, telo, duh in duša. Torej, mi lahko slavimo in naj bi slavili za vsem srcem. Veste, lahko imamo perfektne skupine petja, dobro naučene pesmi. Ampak če je to tudi tehnično vse perfektno in v tem ni srca in v tem ni tiste ljubezni do Gospoda, ker naše slavljenje ni cilj in svrha samemu sebi. Naš, kot sem prej rekla, objekt, mogoče je to malo nesrečno rečeno, ne? Tisti, ki ga mi slavimo, je vedno Gospod. Naše slavljenje gre njemu. Mi ne slavimo sami sebe, lahko se zgodi.
da nam je tako všeč, da pozabimo. Naše slavljenje ima vedno cilj slaviti Gospoda. In to za vsem srcem. Tako pravi Gospod. In tukaj, kot sem rekla, za vso močjo, to je vključeno tudi telo. Lahko se giblješ v ritmu, lahko ploskaš, lahko narediš karkoli ti duša želi. Poješ glasno, poješ goreče. Ampak pomembno je, da je tvoje srce usmerjeno na Gospoda, ko slavimo. Veste, Chris Tomlin, tudi eden od voditeljev slavljenja, je tako rekel. Slavljenje je, kjer Boga ne gane kvaliteta našega glasu, ampak stanje našega srca. A veste, da je mogoče tukaj stati in tudi mogoče peti na vse grlo in misli so nekje daleč, samo izgovarjamo besede. Veste, da je lahko, da nam to postane navada in nas sploh ne gane, kaj pojemo. In to je nevarnost. In to je zapisal Mike Pilavaši, ki je pastor v cerkvi, kjer deluje Matt Ridman. In on je rekel takole, opazil je, postali smo strokovnjaki v slavljenju, namesto da bi bili udeleženci v slavljenju. Pravi, opazil je rutino v cerkvi, neko otopelost, nobene dinamike več. In takrat se je vprašal, ko vstopamo v cerkev, kaj prinašamo Bogu kot daritev? A veste, da Božja beseda govori, naj pridemo pred njega z daritvijo, žrtvijo, hvale? V stari zavezi so morali prihajati pred Boga žrtvijo. Ali pripeljati ovca ali kozla, nam hvala Bogu tega ni treba, ker je Jezus storil to vse za nas. Ampak to, kar od nas pričakuje, da pridemo s hvaležnim srcem. Da pridemo z daritvijo, kot pravi, hvale na naših ustih. Pavel celo govori, svoje telesa prinesite kot živo žrtev Gospodu. Mladi, jaz vas izzivam, ko tukaj pojete, poglej vedno tudi svoje srce. Gospod, a sem res pri tebi? A so moje misli tam doma? Ali se vrtim okrog igric, ki jih tako rad igram? Veste, kako hitro naše misli odtavajo? Ampak ne dovolimo tega, ker velika moč, velik blagoslav leži v slavljenju. In tale pastor je povedal ali zapisal naprej tako. Zmenili smo se, da bomo naredili en poskus. Noben bend ni igral, nobena skupina ni spredaj pela, vsi smo se usedli v klopi in molili in v tišini slavili Gospoda. In pravi, čez nekaj časa je ena oseba začela peti a capella. Amazing Grace. In pravi, potem se je pridružila še druga, še tretja. In na koncu je skoraj cela cerkev bila združena v tej pesmi. In potem so prišli tudi instrumentalisti, začeli igrati. In pravi, takrat so doživeli novo dimenzijo slavljenja, čaščenja. Veste, tako hitro zapadamo v rutine. Tudi nam se lahko to zgodi. To poznamo, vse nam je znano, spet to pol ure. Ne, ta čas naj bo vedno dragocen čas z Gospodom. In v tistem času je nastala Matt Ridmanova pesem. Verjetno jo tudi tukaj poznate. Ko glasba utihne in vse preneha, se vračam nazaj k srcu slavljenja. Mladi, naj nam Gospod pomaga, da bomo vedno slavili za vsem srcem. Ker naš Gospod je vreden tega in on to pričakuje. In kot sem že prej omenila, v centru slavljenja je vedno Jezus. Nihče izmed nas, pa naj si glasba tako dobro teče in je tako uštiman tim,
In lahko uživamo, Bog nam je dal to, da uživamo v glasbi. Ampak srce in slava naj bo usmerjena njemu. Ne jemljimo sebi. Naš Bog je ljubosumen Bog. In on želi, da njega slavimo. In medtem, ko njega slavimo, medtem, ko ga obožujemo, smo blagoslovljeni. Jaz ne vem, kako vi doživite takšne ure slavljenja. Ampak, vem, ni vedno isto. To so seveda različni trenutki. Ampak so časi, ko greš domov in veš, kot da si bil pod svežim tušem. Ali pa Bog se te je dotaknil, ozdravel si. Veste, koliko čudežev se zgodi v času slavljenja. Ker Gospod ima svobodo delovanja. Ko smo vsi zbrani, pesem nas združuje in ko smo vsi kot eden pred njegovim obličjem, niti mogoče ne prosimo, on deluje, ker on vidi potrebe. On ozdravlja našo dušo. A veste, da sem brala en članek, ki govori ravno o tem, kako Gospod ozdravlja duše. In če smo kdaj rabili Jezusa kot zdravnika duš, je to zdaj, v našem stoletju, v 21. Ker so pritiski tako veliki tudi na mlade ljudi. Ampak v slavljenju Gospoda je zdravilo in odgovor. Za vsem srcem ga slavimo. In kot tretjo točko imam tole slavljenje, oboževanje ni event, to ni dogodek. To, kar nam je Luka na začetku povedal, to naj bi bil način našega življenja. Veste, slavljenje ni samo tistih 30 minut ali pa jaz ne vem, 40, kolikor imate v cerkvi, ko pridete. In zdaj odidemo domov in cel teden do naslednje nedelje ni nič. Potem je spet slavljenje. Ne? Veliko ljudi tako gleda. Ne, Gospod ima drugačen načrt. Ko on zadobi naše srce, ko mi pripadamo njemu za vsem srcem, za vsem bitjem, ko nas je odrešil, ko smo okusili njegovo milost, Gospod želi, da mi živimo z njim vsak dan. Da ga slavimo vsak dan. Lahko ga slaviš sam doma, v svoji sobici. Kako? Ni vedno samo petje. To je lahko zahvala. Koliko razloga imamo, povoda, da se mu zahvalimo. Mi še vedno živimo v zemlji, v deželi, kjer imamo svobodo, da mu lahko služimo, da se lahko zbiramo. Imamo, da ne bom naštevala, že to, da smo lahko slišali evangelij, da imamo to priložnost, da se tudi tukaj lahko zberete v svobodi, slavite Gospoda. Kako čudovita milost. Veliko je stvari, za katere mu lahko zahvalimo, za katerega lahko obožujemo. Ker veste, je ena, če lahko rečem tako, razlika. Zahvaljevanje je vedno za tisto, kar smo sprejeli. A ne? Nekaj dobimo, pa se zahvalimo. Starši že otroke naučijo od malih nog, naj rečejo hvala, ko nekaj sprejmeš. In dobro je, da mi Jezusu ne pozabimo zahvaliti za vse dobrote, ki jih sprejemamo. In potem je slavljenje. To je že nekaj, ko gremo globje, ko slavimo Gospoda za to, kar on je. Kakšen je? On je svet, on je velik, on je vsemogočen. Ne glede na to, če sem jaz dobil, kar sem želel. Zaupam mu, da mi bo dal takrat, ko bo pravi čas. Jaz ga pa vseeno slavim. In oboževanje, bi rekla, je tista najglobja, najintimnejši trenutki z Gospodom, ko si samo ti in on. Poskušajte doživeti takšne trenutke. To so trenutki, ko vas Gospod spreminja, ko vas Gospod oblikuje,
Ko Gospod v vas oblikuje tega novega človeka, da raste, da napredujete v duhu, ko ste z Gospodom, samo vi in on. Naj vam Gospod pomaga, da boste uživali v zahvaljevanju, v slavljenju, v oboževanju. In veste kaj, kdaj se je prvič pojavila beseda oboževanje v Svetem pismu? A je kdo mogoče kdaj slišal v kakšni pridigi? V Stari zavezi, takrat kot, Luka je že dovolj, ne? Bom takoj. Takrat, ko je Abrahama Bog poklical in rekel, žrtvuj mi svojega sina Izaka. Tukaj se pojavlja beseda oboževanje. In veste, Bog ni hotel vzeti Izakovo življenje. Bog je hotel testirati Abrahama, če ga ljubi bolj kot sina. Abraham je dobil Izaka v visoki starosti in zdelo, očitno je, da ga je zelo vzljubil. In Gospod je postavil to vprašanje testa. Veste, da Gospod tudi nas testira, če ga ljubimo iznad vsega? On, lahko rečem, ne mara konkurence. On pravi, on je ljubosumen Bog. In pri Abrahamu, poglejte, Abraham je bil pripravljen, prav gotovo ne lahkomiselno, ampak on je vseeno Boga ljubil iznad vsega. In ko je šel na pot z Izakom, in ko sta že bila na mestu žrtvovanja, Bog je poskrbel za to, da Izak ni umrl, ampak je videl, da ga Abraham ljubi bolj kot vse drugo. In tukaj je še ena, pravzaprav dve resnice, ki jih bomo menila. Zanimivo je, da je Abraham hitreje bil pripravljen darovati Izaka, kot pustiti Izmaela. Izmael je bil človeški proizvod, če lahko rezultat. In veste, da se to dogaja tudi nam? Da mi težko pustimo stvari, ki smo jih sami proizvedli. Ko Gospod nekaj prosi, naj pustimo. Naj nam Gospod da milost, da bomo pustili tisto, kar ovira, kar je na poti našemu srcu, da bi bilo popolnoma njegovo. Jaz vas želim izzvati, da vam bo Gospod prvi in najvažnejši. To on želi biti. In takšno življenje je tudi najsrečnejše. Ker kot sem rekla, on nas za nič ne bo prikrajšal. On ve, kaj je najboljše za nas. Brat Luka nam je na začetku prebral te besede. On ima načrt, on ve, kaj je dobro za vas. In on vas bo vodil tako, samo če boste sledili in poslušali. In druga resnica v tej zgodbi z Abrahamom in Izakom. Bog je Izaka obvaroval. Bog ni obvaroval svojega sina pred smrtjo, ampak ga je dal v smrt. In veste zakaj? Zaradi mene, zaradi vsakoga izmed vas. Jezus je moral umreti, da bi mi zdaj lahko živeli. To je ljubezen. To je Božja ljubezen. In ko to ljubezen dojamemo, ko to ljubezen spoznate in uvidite, takrat ne bo nič na poti slavljenju. Kdo ne bi slavil Gospoda, ki nas je tako ljubil? Kot pravi Božja beseda, da niti svojega sina ni, kako se to pravi, poštedil, ne? Prizanesel niti svojemu sinu, ampak ga je dal za nas v smrt, ker je to bila edina pot, da bi mi lahko prejeli življenje. Ker kot sem rekla, človek je padel, človek je izgubil slavo Božjo. Vsi smo izgubili kontakt z Bogom. Da bi vstopili nazaj v ta odnos, da bi lahko zopet slavili Boga, kot se slavi v nebesih, je Jezus plačal ceno. Da smo mi odkupljeni, da vsakdor danes pokliče ime Jezus in pravi, verujem, Jezus, da si ti prišel in umrl tudi za moje grehe, ker sem jaz grešnik. Vsi smo zgrešili. Njemu Bog odpušča.
zaradi Jezusa. In ta dobi novo življenje. In z novim življenjem sposobno slavljenja, ki zares proslavlja Gospoda. In kot sem rekla, tudi mi, tudi nas Gospod včasih testira, če lahko rečem, kaj nam je najdražje. In takrat ne bodite žalostni, če vam nekaj, če lahko rečem, mogoče odstrani ali vzame. Prav gotovo ve, da je to bolje za vas. On nikoli ne bo storil nič, kar bi vam škodilo, kar bi vas nekako unazadilo ali kar ne bi vam dalo popolno zadovoljstvo. Ne. On vedno ima najboljše za nas. In da končam še s to mislijo, zgodovina pričuje, da je slavljenje nezaustavljiva reka, katero ni moč ustaviti in jo ne bodo ustavile nobene okoliščine. Mi lahko nehamo. Ampak hvala Gospodu, če hodimo z njim, če živimo z njim, mi lahko ostanemo v tem veselju, v tej radosti slavljenja. Brala sem namreč eno zgodbo od judovskega možakarja v Varšavskem getu v Poljski, ki je bil v času holokausta zaprt 1942. leta pred smrtjo. So na zidu, pravzaprav po njegovi smrti, so na zidu našli zapis, kar je on urezal v zid. Verujem v sonce, čeprav mi ne sije. Verujem Boga, čeprav ga ne vidim. V eni psihiatrični kliniki so v eni ozki sobi našli na zidu besede, ki jih je zapisal pacient, kjer mogoče, kako naj rečem, kjer je ta racionalni bil poražen, ki je bil v težki situaciji. Ampak pred smrtjo je zapisal besede tiste pesmi. Če bi vsa morja bila črnilo in celo nebo papir. Če bi vsaka slamica bila pero in vsi ljudje pesniki, bi zmanjkalo peres in morje bi se presušilo. Nebeški svod ne bi bil dovolj širok, da bi opisali ljubezen Božjo. To je pisal človek, ki je bil globoko prizadet. Ampak njegova duša je nekje v globini. Prav gotovo se je v mladosti naučil teh besed. Jih tam zapisal. Mi vemo iz zgodovine, prvi kristjani pričujejo stari zapisi. V katakombah so se zbirali, v preganjanju, peli vso noč, slavili Boga. S pesmijo, slavljenjem so šli v arene pred leve. So bili žgani kot baklje, da bi svetili vso noč goreči. Šli so, ker jim je Gospod dal moč in moč slavljenja. Mladi, v slavljenju je moč. Tukaj bom končala, ker bi lahko pogledali primere pri Jozafatu, Pavla in Sila, njih poznate v Novi zavezi, ko sta v polnoči pela. In poglejte, takšen potres, jaz ga še nisem videla. Vse drugo je ostalo, ampak okovi so padli in vrata so se odprla. Ječa se ni zrušila. A ni čudno? To lahko Bog dela. Točno ve, kaj bo stresel. V slavljenju. In naj nam Gospod pomaga, da živimo, ko smo skupaj v cerkvi, nas pesmi najbolje združujejo. Zato pojemo, ker vsi isto izgovarjamo, melodija je ista in Duh Božji nas povezuje. Ko ste doma, vsem polagam na srce, nadaljujte življenje v slavljenju. Vsak dan, to pomeni, to ni težko, vsak dan najdi čas s svojim Gospodom. In tudi, ko hodite, tudi, ko se pripravljate za šolo, tvoj vzdihljaj, tvoja kratka pesmica se lahko dviga iz srca. Gospod, hvala ti, čudovit si. Nihče ti ni enak. Kako te imam rad.
karkoli naš Bog rad sliši. Mi smo imeli otroški tabor tukaj. Ko sem zjutraj 15 do 7 šla dol, kjer sem spala do tukaj, glasno, v tistem svežem jutro, čudovit zrak, tako čudovita, dobra atmosfera, še ne 30 stopinj, ampak nekaj manj. Srce slavi, skoraj ne more zadržati, pesem kar teče. Naj Gospod da. In veste, če boste polni Jezusa, boste polni slavljenja. Polni duha, boste polni slavljenja. In nadaljujte s tem. Skozi Božjo besedo, skozi molitev. Veliko drugih načinov je. Poslušamo pesmi skupaj z drugimi tovariši. Gospod naj nam pomaga, kajti, kot smo rekli, slavljenje naj postane naš način življenja. In tako bomo zmagali, zmagoslavno šli do konca. In ko pridemo k Gospodu, tam bo šele pravo veselje. Tam bo velika simfonija, ki bo prekašala vse. Naj vas Gospod blagoslovi. Če je kdo tukaj, ki še ni sprejel Jezusa, ima tukaj priložnost, da to stori v teh dneh in da doživi to moč slavljenja. Jaz se bom še pomolila. Gospod, hvala ti. Hvala ti za ta večer. Hvala ti, Gospod, dragi, za te mlade ljudi, ki so prišli sem. Jaz sem prepričana, čudovita je ta skupnost med mladimi. In prav gotovo so prišli, da bi doživeli tebe in nekaj od tebe, da jih ti dotakneš, da jih ti izpolniš. In Gospod, dragi, jaz te prosim ob tej čudoviti temi slavljenja, da ti spregovoriš, Gospod, ker ko nam ti razodeneš, kako čudovito je slaviti tebe, ko tvoj sveti duh to v našem srcu podžge, ali kako naj rečem, da to vzplamti, je to čudovita moč, s katero lahko zmagujemo. Gospod, prosim te, pomagaj nam, da tudi v najhujših trenutkih našega življenja, tudi oni se srečujejo prav gotovo s težavami, mogoče s težkimi problemi, ampak če imajo tebe v srcu, s pesmijo, slavljenjem v srcu, ti jim boš dajal zmago, ti jih boš vodil iz dneva v dan naprej do konca naših dni, ker ti si zvest. Amen.